Hej, folk! Čas je spet, da pogledamo skupaj kakšen beden komad. Kaj pravite? Tokrat sem vas prosil, da mi jih pošljete vi na Instagramu in odziv je bil precejšen. Ampak ne morem pa reči, da se strinjam z vsem, kar ste mi poslali. Tako da za začetek poglejmo nekaj vaših predlogov, ki se mi v resnici sploh niso zdeli dovolj bedni. Kot prvo, komad, ki mi ga je največ ljudi poslalo, je bil Gliste, Stanka. Stanka, 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 Stanka. Tukaj se preprosto ne morem strinjati z vami, da je ta komad beden, ker kot prvo je zajebancija. Stanka, tanka, tank, tank se stanka, tanka, stanka, tank, tanka, natankala je stanka, tank. Pač, precej očitno je, da se duo Gliste tukaj malo heca. Ne rečem, saj je malo otročji komad, ampak to je bilo tukaj nekako poanta. Stanka, tanka. Poleg tega je kar malo catchy pesem, videospot je izviren, ta njihova Minecraft estetika je kar zabavna. To ni bedno. Ne se jokat zdaj, nisem jezen, samo razočaran. Drugače pa ne vem za vas, ampak dostikrat hodim okoli s telefonom po svetu in mobilni podatki niso vedno najbolj poceni, tako da potem se dostikrat povezujem na razna ta javna Wi-Fi omrežja, ki vsake toliko tudi sploh niso zaščitena. Kar pomeni, da lahko naključni ljudje vidijo, na katere strani se povezujem, in če stran ni varna, celo pridejo do mojih osebnih podatkov. No, v takih primerih preprosto prižgem VPN in bam, noben več ne more vohuniti, kaj gledam. In če bi tudi vi radi imeli eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste tako lahko surfali po internetu varno in anonimno. Zato, ker so nekatere storitve opazno bolj poceni iz drugih držav. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, katere komade vi poslušate ironično. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Tako da pojdite na surfshark.com/Marko oziroma uporabite mojo kodo Marko na blagajni za 4 dodatne mesece Surfshark VPN-ja. Ok, zdaj pa pejmo nazaj na video. Naslednji komad, ki mi ga je par ljudi poslalo, je bil Sladki greh kuharca. Blažek, ti moj Blažek, svojo kuhljo na pisker mi graj, še daj. Spet, sam komad ni slab zdaj. Kar pa mi je bilo zabavno tukaj, je da ta Blaž notri naj bi bil osnovnošolček in ta kuharca ga na polno hoče. Blažek, 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 hej, pridi v kuhinjo, juhej, bova delala pire, ali kaj, kar se ne sme. Tle malo zveni, kot da bi v roke primla še kaj drugega kot kuhlo. In da bi rada, da ji ta Blažek rine prste še kam drugam kot v pire. Bova skuhala si čaj, skupaj šla v najin raj. Si mislite, da bi en band naredil komad, kako učitelj telovadbe vabi eno učenko v kabinet, da ji tam na samem pokaže vaje za raztezanje? Inštitut 8. marec bi jih javno linčal. Tle pa pojejo praktično, pridi Blažek, da te zlorabim, in folk je, jap, nice. Tako da, kot rečeno, sam komad ni lih neki slab, ampak sporočilo pa je malo zanimivo. Potem še en, ki ste mi ga poslali, je rumen Audi od PTČ. A bo šefica skontala, če fukava na pauzi, na čik pauzi, rumen Audi na haubi. Kar spet, ni to. Sej razumem, da izpade komad malo poenostavljen in ponavljajoč, ampak to je bila nekako poanta, tako da vse, kar lahko tukaj rečem, je, da pač ni nekaj, kar bi jaz poslušal v prostem času. A si fiks, da ni od vehija, vidiš, da je barva na Ferrarija, dubu ga od bojena s papiri, registriran ga, gramira bo strel, bro. Najbolj zabaven del je to, da komad deluje, kot da so v videospot uložili 5 dni, v besedilo pa 5 minut, ampak to še vedno ni dovolj, da bi bil res beden komad.
Sploh napram temu, kar še prihaja. In še zadnji komad, ki ga bom omenil, preden gremo na res bedne, je Čale Sale, Gucci. Vsak dan ubijam se v službi, ker ona hoče Gucci. Čakam jo v gužvi, popusti ful so lušni. Zdaj, vem, da je popularno hejtat Čaleta Saleta, bilo lani, ampak spet, sam komad ni noben presežek v nobeno smer. Proper je posnet, ima nek videospot zdraven, dinamičen. Edino, kar je na tem komadu res bednega, je to, da je pač ta tematika pri Čaletu že kar konkretno zguljena. Za porabat cash je rekorderka, fura Gucci, a namen trenerka. In ironično, komentarji pravijo čisto obratno. Nekaj svežega, domiselno narejeno, super poletni spot, malo je več, ustvarjaj naprej. Nekaj svežega? Že 18. komad od Čaleta, kjer se pritožuje, kako ima težave s curo zaradi denarja. Res? Gucci, 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 Gucci za pokuči. Še Gucci za pokuči je joke od Audiča iz 2017. Nekaj svežega? Oprosti, si ti slučajno iz preteklosti? Cele dneve delam k budala, sam da bo happy moja mala. En njegov prejšnji komad se dobesedno začne s cele dneve delam. To besedilo je manj sveže kot glasbeni zbor na Radio Ognjišče. Pač res ne štekam teh komentarjev, ker pri 5000 dislajkov bi človek pričakoval že tudi kakšnega malo bolj kritičnega, tle pa kar nobenega. Ampak zdaj pa je čas za komade, ki sem jih dejansko izbral za najbolj bedne. In da kar nadaljujemo z rapom, je prvi od njih Ghetto Čizmi, Mafija. Jaz sem retard. Čakaj, kaj reče, da je tukaj? Je ta tip slučajno začel komad z jaz sem retard? Jaz sem retard, pazim svojega šefa, da ga nekdo ne ubije in mu vzeme denar. Reče jaz sem redar, okej. Pač se opravičujem, ampak res zveni kot retard. Mislim, besedilo. Tu imamo vse, kar hočeš, lahko ti prodamo, da če nas obrneš, boš pa imel velike probleme. Kaj, če vas obrnem? Kaj ste, igrica iz 90-ih? Halo, Big Boss, tu je nekče prišel not, ker potrebuje drogo. Če nima dovolj denarja, bom streljal na njega z pištolo. Ne streljati na njega, reči, da pride nazaj z več denarja. To je obupna poslovna poteza. Ej, koliko je za 5 gramov? 40 evrov. Jaz imam sabo samo 30. Ne, mislim, sej imam keš, samo moram skočiti po njega v avto. Stari, prodajaš zelo nišne izdelke, nimaš zdaj milijona potencialnih strank tam zunaj. Kam boš šel prodajati, če ti jih zmanjka? V dom za upokojence? Ej, pst, gospa Planinšek, a bi nekaj probala? Droga gor dol, ne bojim se nikoga, ker nas je precej dovolj. Všeč mi je tukaj ta njegova iskrenost, ker čeprav hoče izpast zajeban, se prav ne more zlagati. Nas je preveč. V bistvu preveč ljudi nikoli ne moreš imeti v takem biznisu. Nas je precej! Čeprav, tudi to je malo subjektivna definicija. Kaj je precej? Lahko je 10, lahko je 100. Nas je dovolj! In dovolj mi je bilo tudi že tega komada, ampak brez skrbi, ker prihaja Aleksandra Obrul z njenim komadom Moja babica. Danes sem prinesla šopek rdečih rož, za tvoj srečni praznik rože naj cveto. Moje so vse želje, da zdrava bi bila, zmeraj dobre volje, moja babica. Mislim, da bo pomagalo, če slabo sliši. Vedno nasmejana je naša babica, mladostno nagajiva, nam se le smehlja. Mogoče pa samo ne more zadržati smeha, ko ji vnučki zapojejo. Še vedno rada poje. O ne, je dedno! In se veseli, je kot angel varuh, ki nas ulovi. Vsaj nekdo v tej družini, da nekaj ujame, ker ti ritma nisi niti približno. In pol refren. Moja babica je kot rožica. O moj bog!
Pa kaj je ta gliči efekt čez video drugače? Malo deluje, kot da ga niso dali not za nalašč, ampak toliko fušajo, da je komp imel težave pri eksportanju videa. Vedno se smehlja, ko poljubni dan. Mislim, sej besedilo je ful prisrčno drugače, samo to petje. Ko že misliš, da noben ne more fušati več kot ta punca in pol se pridruži še tip in fušanje ne gre krat 2, ampak na kvadrat. Moja babica je kot rožica. Jaz sem v fizičnih bolečinah, prosim dovolj. Naše lepe želje, da zdrava bi bila, zmeraj nasmejana, draga babica. Tle zveni že, kot da jo je minilo. Naše lepe želje, fakt, to smo zajebali, to bo treba še enkrat. Naša babica. A svet vrti naprej se in babica pove, dobro se poplača, slabo stran naj gre. Potem ta komad bo ostal za vedno No, ampak vse na tej točki bi lahko še rekli, da mogoče ona ni kriva, da to tako zveni, ampak so kaj zajebali z montažo ali s tem večglasjem. Nažalost pa Aleksandra razblini tudi to upanje. Moja babica je kot rožica. Pač ne, tukaj ni izgovorov. S takim fušanjem te ne reši niti šola petja, niti autotune, niti bog. Ampak tle je že naslednja mojstrovina, ki jo isto poje punca. In sicer Gringa Work Crush. Na tem šihtu počasi meša se mi, ne vem kako me lahko kdo sploh še zdrži, a meni je sam važen, da si tam ti, a najljubezenska zgodba še sledi. Ne vem zakaj, ko reče sledi, pokaže nazaj, ampak lahko rečem, da ima njena glasbena kariera zelo svetlo prihodnost. Ko vidim te moj life zablesti, kamor ko pogledam, kdo se mi smeji, Me ne čudi. sprašujejo, a bi kaj da te pomeri, a vse kaj jaz hočem si ti. Stari beži, zdaj. Še kar delam, vztrajam, noben mu ne nagajam, sam da folku ugajam, delam vse kar lahko, da nobena druga te imela ne bo. Drugače bo slabo, 6 metrov pod zemljo je mrzlo. Wow, bejba je tako zaljubljena, da bi kar morila. Mislim, poleg z glasbo. Najboljši sodelavc prav, jaz odhajam, začnem se spraševati, zakaj jaz zjutraj še vstajam, s tem iPhone kar ustrajam. Ta bejba ne bi rabila autotuna za vokal, ampak besedilo. Mogoče pretiravam, ali kako to dopovedati vašim glavam, sploh ne vem, zakaj obstajam. Zato, ker so se nekega večera tata in mama imeli zelo radi in je tata objel mamo na tak poseben način. Glej, ne se bat, saj se bo tudi tebi kdaj zgodilo. Mogoče. Čez oči vidim vse rdeče, da ga manifestam uporabam sveče. Nimam blage veze, kaj je tukaj rekla. Sam da on mi reče, da v lifeu nima več sreče in da me ni zdravo, ga v srcu peče. Drugače, če te peče pri srcu, to ni nujno znak ljubezni, ampak mogoče imaš samo zgago. Probaj ruporut. Na tem šihtu hodim sem i tja, Ja? Koliko? da vsej za 2 sekundi vidim ga, a on se še kar sam igra, namesto da kaj upanja mi da. To, da si podaja z rokami žogo za fuzbal, mi daje nekako mislit, da bejba ni videla kaj preveč športa v lifeu. Kar je ironično, ker atletska postava na puncah je tipom kar všeč. Tako da ta žoga tle predstavlja upanje na čisto drugačen način, kot si je bejba zamislila. Da reče, da me ljubi globoko iz dna srca. O, moj bog! Glej, upam, da ga boš dosegla do dna srca, čeprav v meni je ta pesem skoraj prinesla ven nekaj bolj iz dna želodca. Si predstavljate, da ti je všeč tip in dejansko misliš, da te bo to prikazalo v dobri luči. Ej, gremo malo čudno densat, pa neke bizarne rime spuščat, pa malo grozit potencialnim partnerkam od folka. Čega pa to ne prepriča, da sem ta prava? Ta pesem se ne bi smela klicat Work Crush, ampak War Crime. No, za na konec pa še ena poslastica od nekoga, ki zgleda, kot da mu poslastice niso preveč tuje. Tu so Domen Berry in Jure Tršan Blond, kruh sem mesu. They
Nekaj sem razmišljal, rad bi vam povedal, da v življenju dosti pizdarije sem pojedel. Ja, mislim, da bi uganili tudi, če nam ne bi povedal. Mogoče se sprašuješ, kaj meni ni, sam poglej si stvari skozi moje oči. Včasih je bilo lušen, suh sem bil ka prekla, Pics or it didn't happen. skozi pa mojemu grlu, kola mi je tekla, to je bila skušnjava, to je zdaj to, 70-90 dekil imam več kot 100. Wow, ta komad so uspeli narediti žalosten na več kot en način. Me punca je dobila, rad sem jo imel, mi hrbet obrnila, ker bil sem predebel. Me punca je dobila, kot da te je zadela na srečelovu pizd. In očeta, sina in svetega duha, mene je parjela zdaj strast do kruha. Kruh sem meso, špeh se mi je tresu. Tip ima cel dens na to, kako se mu ziba špeh. Kaj si ti fuk? Kruh sem meso, špeh se mi je tresu. Na tej točki bi vas rad samo spomnil, da je to dejanski komad. Kruh sem meso, špeh se mi je tresu. Kruh sem meso, špeh se mi je tresu. Pač, kaj? In ko že misliš, da stvar ne more postati še bolj bizarna, Kruh sem mislil, špeh se mi je tresel, ker si me pustila, sem mislil, da se bom obesil. Jezus fucking Kristus! Mislim, kakšno umetniško ime si daš, če repaš o pekarskih izdelkih? MC Mlinotest? Sej vest me peče in vaga se trese, na instalirane majčke, nosim jebene zavese. Sej prav, da je šla zdaj sajma mir, na mest romantične komedije, raj s frendi grem na pir. Prišla si, se zgubila, no tu masi. Pač ta dva hočejo, da jih folk zajebava, ali kaj, ne štekam. Bolj okrogle postave so in o čem gre v posnet pesem? O kruhu! Naj ugibam, vaš najljubši glasbenik je DJ Tiesto, najljubši fuzbaler Messi. Kaj bo njihov naslednji hit? Kvas reku? Najljubša stran neba jim je verjetno vzhod. Pač ona dva imajo moke sanje. Glejte, po eni strani bi ful rad, da še kaj posnamejo, ampak, če moram biti iskren, po moje iz te moke ne bo kruha. In to je bilo to. Najbolj bedni komadi, ki sem jih našel letos. Zaenkrat. Hvala, ker ste mi jih poslali, in če me še ne followate na Instagramu, me dejte, da ne boste zamudili, ko bo spet kakšna taka akcija. Do takrat pa lajkajte ta video, če vam je bil všeč in se naročite na kanal. Pa seveda ne pozabite preizkusiti Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde folk, čau!